Seveda pa se mnogi sprašujejo, ali bo ministrica Ajanović-Hovnik zdaj odstopila, ampak zdi se mi, da je v Sloveniji za odstop treba zagrešiti kaj hujšega kot čuden razpis in predrago potovanje. Generalni državni tožilec Drago Šketa je danes, kot smo omenili, odstopil z funkcije. Za odstop se je odločil potem, ko so ga policisti v soboto ponoči ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola. Generalni državni tožilec je vozil pijan in to v Mariboru. Ne. Kaj? So znane kakšne podrobnosti? V soboto po noči dne 30.9. sem se vračal z zasebnega slavja, pri tem me je ustavila postaja policije in mi odredila preizkus alkoholiziranosti. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,37 mg v izdihanem zraku. Vozil sem, potem sem videl celo postajo policije, kako me je vstavila. Zasebno slavje v Mariboru, v soboto po noč, jaz ne vem, kaj si vi mislite o tem, meni to zveni dober recept za odvzem vozniške. To je pa točka, ko državnim funkcionarjem ne ostane drugega kot odstop. S tem se strinjajo tudi analitiki. Še bolj bi človek pozdravil to, da ne bi ljudje, ki so na funkcijah, saj ti, če ne že vsi, ali pa saj takrat, ko so na funkcijah, da ne bi uživali alkohola takrat, ko grejo na cesto. V tej modri misli bi dodal še nasvet, da se v času trgatve ni pametno po noči voziti po Mariboru. Pravzaprav, če bi radi obdržali vozniško, politično funkcijo, se nikoli ne voziti po Mariboru. Tam je nekaj v zraku, se mi zdi. Nepovezana novica, vlado boste morala zapustiti ministrica za kmetijstvo Irena Šinko in za naravne vire Uroš Brežan. Ali sta se tudi ona dva udeležila kakšnega zasebnega slavja na Štajerskem, iz kabineta predsednika vlade niso sporočili. Prejšnjo, kar zaploskajte. Vsako vaše ploskanje je moj mini dopust. Prejšnjo oddajo smo prikazali sliko nasilja, ki se poraja na slovenskem podeželju. Danes pa moramo žal poročati tudi o nasilju v civiliziranem delu države v mestu. Natančneje v UKC Maribor. Vem, marsikdo bo rekel, oj, Maribor pa že ni civiliziran del države, pa pustimo to dilemo za kdaj drugič. Vsakdo se lahko znese nad nami zaradi česarkoli že. Velikokrat bodimo pošteni, je posredi tudi alkohol. Bodimo pošteni. Pacient me je prebutal. Če ne bi bil pijan, bi me ziher bolj bolelo. Ja, pacient je bil pijan. Ne, se opravičujem, smisel, da je bil zdravnik pijan. Se opravičujem. Ok, razumem. In kako zdravniki nameravajo reševati situacijo? Smo dali tudi pobudo, da bi imeli možnost odkloniti oskrbo akutno agresivnih pacientov, jih opazovati v enem nevtralnem prostoru in jih oskrbeti, ko bi bilo to mogoče brez večjega tveganja. To je bilo tudi z ogorčenjem zavrnjeno. Dober dan, stopite malo v to sobo, da vas malo opazujemo. Miran, sad je šel v kot, ta je pijan. Pošli ga domov, ne bo dubo. Zavrnjeno, čudno. Kako pa je drugače s statusom zdravstvenega osebja pri nas? Zdravstveni delavci pri nas nimajo zakonsko določenega statusa, ki bi za morebitne napadalce lahko predstavljal ostrejše sankcije. V nekaterih tujih državah imajo tudi zdravstveni strokovnjaki status uradne osebe, ki ga imajo v naši državi recimo politiki, poslanci, sodniki, policisti, zdravstveno osebje pa ne. Jaz ne vem, če smem ponuditi rešitev, jaz bi jih izuril v borilnih veščinah. Čakajte, če ti povem do konca. Potem se pa naj pacient odloči, a hoče, da mu skrbijo zlomljeno nogo, a pa da mu še drugo zlomijo. To pravico bi dal pacientu. To se mi zdi fair. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.